Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Pri tržaški založbi Mladika so v zadnjem času izšle 3 knjige pisateljic, ki se uveljavljajo in so uveljavljane v slovenskem leposlovnem prostoru. Knjige so izhodišče za to, da bi spregovorili o ženski in pisateljici, o njeni vlogi v današnjem svetu, kje so dihotomije med obema pojmoma, če so ali pa niso. Izhajal bi celo iz leta 1350, ko se je v Benetkah rodila po splošnem vedenju prva poklicna evropska pisateljica, in sicer Christine de Pizon, po italijansko Christine de Pizzoni, ki pa je skorajda vse svoje življenje preživela v Franciji in na dvoru Karla V. Ko pa je kralj umrl, marsikdaj se to zgodi, je padla v nemilost, ker njegov naslednik ni maral književnosti, predvsem ne književnosti žensk. Tako si je morala de Pizonova pomagati in da bi se preživela, je začela pisati. Njen opus je skorajda nepregleden in gre od poezije do proze, do esejistike. Lahko bi jo imeli za prvi emancipacijski dejavnik v evropski književnosti. Ne prve feministke, ampak prva, ki je poudarjala vlogo ženske, tudi v nasprotju s takrat močnim pisateljem Giovannijem Boccaccom, ki je trdil, da je ženska pač lascivno bitje, da je rojena zaradi pregrehe in nič drugega, na kar je de Pizonova dvignila svoj glas in kraljici Izabeli poslala celo knjigo z življenjepisi vrednih in znanih žensk, ki so pomagale oblikovati v zgodovini človeško misel in človeško kulturo. Z nami so torej 3 avtorice nekaterih knjig pri tržaški založbi Mladika, in sicer pozdravljam v naši sredi Jasno Blažič, muzikologinja, avtorica 4 knjig. Nazadnje vidimo tudi na posnetku zadnji roman, pravkar izšel, svež po tiskarskih črkah, Izvir. Potem na naši sredi Vilma Purič z Repna, blizu Trsta, tudi znana pisateljica, profesorica na slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu, avtorica romanov in zadnjega Reka. O tem bomo slišali malce več. In pa gospa Darinka Kozinc iz Nove Gorice, med vsemi njenimi odlikami tudi ta, da je bila kar nekaj let podžupanja mestne občine Nova Gorica, ustvarja pa predvsem, bi jaz izpostavil tudi seveda drugo, na področju tiste problematike in tiste tematike, ki se ji reče aleksandrinke. Kaj je to? To je tudi velika, grozna, tragična lahko usoda ženske, ne samo v sedanjem svetu, ampak tudi prej. Ampak se lotiva gospa Blažičeva, ali ima emancipacijski proces ženske, kaj ima opraviti s književnostjo, ali pa je, da obrnem vprašanje, ali je književnost k temu pripomogla, pridala nekaj svojega, ali je sploh iz trte izvito, da govorimo o emancipaciji ženske? Ja, jaz mislim, da to ni tako enostavno vprašanje, namreč ker jaz bi rekla tako, da glede na to, kolikor poznam tudi glasbeni svet,
Ampak jaz mislim, da v književnosti se je ženska pravzaprav bistveno prej lahko uveljavila in nekako se je prej sprejelo, da ženska lahko piše poezijo. Navsezadnje, dajmo pomisliti tudi na Contesso de Dia, to se pravi trubadurko iz 13. stoletja, potem lahko pomislimo recimo na Hildegardo, 12. stoletje, dobro, ona je še druge stvari počela. To se pravi, nekako književnost se mi zdi, da je bila pravzaprav nekaj, pri čemer ženske niso tako zelo kršile neke družbene konvencije, ki je ženske pravzaprav odrekala neko sposobnost ustvarjalnosti in tako naprej, pač gledalo se je, da ženska bolj plete, bolj kvačka, bolj in tako naprej. Lejte, če primerjamo to naprimer z glasbenim svetom, so imele tukaj ženske veliko težjo nalogo, so ženske skrivale svoje kompozicije, naprimer je bila tukaj Klara Schumann, ki je zelo veliko svoje ustvarjalnosti predala svojemu možu, lahko rečemo. Potem je bila tukaj Fanny Mendelssohn. Dostikrat so ženske tudi, pravzaprav sploh pa recimo, če se je podala v neko likovno ustvarjalnost, je lahko zelo kruto plačala to svojo drznost in predrznost. Recimo za mene je bila strašno pretresljiva zgodba recimo Camille Claudel, te francoske kiparke, sestre pesnika Paula Claudela, ki je bila pravzaprav, lahko rečem, nekje grdo uporabljena in zlorabljena in je tudi zelo tragično končala. Skratka, gospa Darinka Kozinc, vi se s tem strinjate, da je književnost vendarle eden bistvenih elementov, ki konec koncev tudi pripomorejo k enakopravnosti ženske? O tem sploh ne bi razmišljala, zagotovo je, to bom 100% potrdila. Vendar, kot je bilo omenjeno že prej, mogoče je bilo izražanje na področju književnosti le lažje za ženske. Jaz bi pa omenila iz 18. stoletja, lahko bi rekla svojo sokrajanko, toliko prej, Paulino Pajk-Doljak, recimo, ki je bila verjetno, da v slovenskem prostoru najbolj plodovita pisateljica. Je pisala tudi zaradi ekonomske situacije v družini. Ampak recimo to, kar je ona doživljala kot ženska, recimo, da so jo dobesedno pohodili, v tistem času tudi izjemno hude kritike in tako naprej dala skozi, je dalo vedeti, kje je njeno mesto. In recimo, ko smo imeli prav simpozij o Paulini Pajk-Doljak, je bilo rečeno, da pač ženske tistega časa so bile vezane na pogled skozi okno in morebiti na sprehod v vrt. Njej je bila pa dostopna vsaj sukanska čitalnica, kjer je bila seveda aktivna. Tako da lahko rečemo vseeno, ne glede na to, recimo, kakšne so bile družbene norme, se je verjetno vedno dalo najti tudi neko pot za izražanje tistega, kar vsakdo od tistih, ki to ima v sebi in mora to dati na nek papir, verjetno le uspe tudi to na nek način upeljati v svet s takimi ali drugačnimi mukami. Skratka, zanimivo se mi zdi, da nismo šli še v kontrapozicijo med tem moškim in ženskim svetom, ampak o tem pozneje. Gospa Vilma Purič, vi ste veliko se in raziskovali tudi izraz pesnic, popolnoma drugačen izraz pesnic, ampak to o tem pozneje. Biti ženska in pisateljica. Slišali smo sedaj dve razmišljanji, meni se je sedaj utrnila tudi misel, usoda recimo Marice Nadlišek Bartol. Biti ženska in pisateljica. Ona ni uspela tega združiti v sebi. Mislite, da je vendarle tudi ob tem primeru težava združevati oboje? Torej, bi začela z emancipacijo žensk. Mi govorimo o emancipaciji žensk, ko ženske izberejo skupno govorico in nastopajo z zaimkom mi.
mi bi rade stopile v javnost, mi bi bile rade soudeležene v javnem življenju, bi se rade izobraževale, bi rade bile zaposlene. In tukaj seveda vstopamo v 19. stoletje. Marica Nadlešek je bila odločilna glede tega. Zaradi tega, ker ona postane urednica prvega slovenskega ženskega časopisa z naslovom Slovenka in mogoče ni slučaj, da ta časopis izhaja ravno v Trstu. Torej, hočem povedati, da redke posameznice, ki so bile posebne ženske, so si res utrle pot. Problem je nastal, ko so ženske postavljale določene zahteve. V tem je bila literatura zelo pomembna. Pri tem je treba tudi dodati, da ženska emancipacija ni samo stvar žensk. Žensko emancipacijo so izvedle ženske in razsvetljeni moški, ki so verjeli v to, da ne more ostati pol sveta prikritega, zaprtega v lastni sobi, zagledanega v svojo zasebno življenje. Načeli smo zanimivo vprašanje in lahko bi o tem razglabljali še mesto književnosti v družbi, mesto ženske v družbi, mesto ljudi v odnosu eden do drugega, ampak pojdimo za hip književnosti, literaturi. Proust pravi, da edino, kar velja v književnosti, niso ločnice ali ta je napisal to, ta je napisal ono, ampak kar velja je slog, je stil pisanja, je jezik pisanja. In sedaj zanimivo in obenem težko vprašanje, gospa Kozinc, ali se da razbrati, in potem seveda tudi isto velja za gospod Purič in Blažičevo, ali se da razbrati tako, recimo, da imamo anonimen tekst in rečemo, to je napisala ženska, to je napisal moški. Kako vi vidite te slogovne posebnosti ali če je žensko pisanje razpoznavno? Lahko bi odgovorila z vprašanjem. Nedavno tega sem brala, da vprašanje, kdo se skriva za Shakespearom. Ne vem, če poznate te razprave. Da najbrž je tekste pisala njegova žena ali partnerica. To je vprašanje. Jaz mislim, da se vseeno da razbrati tekste, recimo, ki jih ženska piše, to da vprašanje, kakšen namen ima v tistem trenutku. Se pravi, jaz sem se precej osredotočila na tako zvano žensko pisanje, zato ker smatram, da način čustvovanja, razmišljanja je lahko na en način samo ženski in da o ženskih, zelo izrazito ženskih vprašanjih lahko govorim jaz. Zlasti sem se tem srečala pri Aleksandrinkah, ker namreč do mene o Aleksandrinkah so pisali samo moški. Mogoče na nek svoj način videnja, tudi skozi, recimo, ne bom rekla družbene razmere ali pa družbena obsojanja, v tem primeru ravnanja določenih žensk, ki niso se skladale recimo z pojmovanji, kaj ona sme in kaj ne sme. In mislim, da ena od kolegic omenila, gospa Vilma je ravno prej omenila, recimo, dejansko pol sveta, oziroma govorimo tudi o prosvetljenih moških, ki so mnenja, recimo, da pol sveta vendarle ni prav, da nima določenih pravic, da nima, da ne sme početi določenih zadev in da so določene zadeve rezervirane samo za moški svet, pa ne bo to v umetnosti ali visoki umetnosti, glasbi, kiparstvu recimo in tako naprej. Jaz sama sem po poklicu inženirka in recimo jaz sem se v letih, se pravi 72 do 6 let praktično, znašla praktično v moški družbi in tudi večino življenja sem živela večino med moškimi recimo, ne. In sama vem, da to na začetku ni bilo tako enostavno. Recimo v tem
drugačnem svetu. In najbrž lahko to apliciram tudi na svet književnosti, verjetno. Ker recimo včasih smo se spraševali, ko gledamo enciklopedijo recimo pomembnih moških in žensk, kaj bomo ugotovili? Da večinoma so moški, o katerih se piše, ne? Žensk je zelo malo, praktično. In tle se lahko vprašamo, ali so imele možnosti, ali so bile tudi v ozadju, ne? In verjetno je bilo oboje. Kaj pa pravite vi, gospa Puričeva? Oziroma bom, da vam malce pomagal še eno izhodišče, ki naj velja tudi za gospo Blažičevo. Bom citiral Virginijo Woolf, ki veliko razmišljala o ženski in pisanju. In je ugotovila, da so razlike med moškim in žensko predvsem v tipičnih napakicah obeh spolov. Ženske se ne znajo znebiti jeze in zamere, moški se ne morejo rešiti hipertrofije lastnega ega. Je mogoče tu razlika v tem pisanju oziroma razpoznaven slog? Mislim, da literatura, ki se rodi iz jeze, ni dobra ne ženska, ne moška. Ne, torej, da pač literatura mora biti vsekakor en znak svobode, prostosti. Bi se navezala mogoče tudi na prejšnja izhodišča in to, kako pišejo ženske, kako pišejo moški. Včasih so razlike, včasih teh razlik ni. Razlika se mi zdi, da razlik se ne smemo bati. Razlike nas bogatijo. Nedvomno pa je res, da v začetkih, ko so ženske prijemale za pero, to se pravi, ko govorimo že o ženski emancipaciji, druga polovica 19. stoletja, prva polovica 20. stoletja, so razpoznavne nekatere razlike v načinu pisanja. Ženske začnejo opisovati to, kar živijo, in ženske živijo v zasebnih prostorih, živijo zasebno življenje. Živijo v družini, na vrtu, kot smo slišali, in torej opisujejo te situacije in ta doživetja, izhajajo iz intime. Predvsem pa ženske nimajo lastne definicije o sebi. Vse, kar je bilo pisano o ženskah, so napisali moški in zaradi tega ustvarjajo ene drugačne načine lastnega prepoznavanja. Torej, opisujejo lastni jaz preko pogovora z drugim, preko soočanja z drugim. Nastane ena pisava, ki je odnosna, bolj relacijska, ki je po svoje tudi slogovno fragmentarna, razdrobljena, necelovita, ker celovitega sveta do celovitega sveta nimajo vstopa, ne pridejo do tistega celovitega jaza, o katerem je govorila pisateljica, ugledna pisateljica in ga prisojala moški literaturi. Te celote nimajo možnosti spoznati in torej delajo na teh drobcih, na teh fragmentih. Ustvarijo pa eno literaturo, ki se postavlja ob in torej ne razveljavlja nikogar. Ne, ampak nastaja zraven, ob in lahko marsikaj novega pove. Gospa Blažič, vi vidite te razlike, tudi opažate, recimo skozi sebe ali v splošnem smislu preko prebiranja različnih tekstov? Poglejte, jaz bom najprej na začetku rekla nekaj, kar je v bistvu jaz dojemam kot bolj splošno. Nekako so se skozi tudi v psihologiji oblikovale neke teorije, kaj so neke ženske lastnosti, kaj so neke moške lastnosti. Jaz bi rekla tako, da pravzaprav v naravi oziroma v konkretnem življenju imamo zelo malo čistih primerkov nekoga, ki je res čisto moški in neke dame, ki je res čisto ženska. Skozi zgodovino so ženske morale v bistvu dosti igrati svojo ženskost oziroma nekako izbrisati sebe vse poteze, ki niso ustrezale temu modelu.
ne? To se pravi, ja, biti v nekem manjšem prostoru in tako naprej. Če pa sicer pogledamo umetnost, vidimo, da mnogi moški, recimo v glasbi bi jaz dala za primer Chopina, ali pa recimo v književnosti Prusta, imajo ogromno pravzaprav te ženske subtilnosti, tega, čemu pravimo, da je neka ženska lastnost. Ne? Potem imate pa ženske umetnice, ki delajo z enim takim moškim zamahom, recimo, če pogledate Margaret Atwood. Ne? Tako da nasplošno bi jaz rekla, seveda, da se lahko v moškem skriva oboje, v ženski se lahko skriva oboje. Ne? Lahko zelo močni moški toni, ne nazadnje ženske znamo biti tudi zelo hude bojevnice, to moram povedati, posebno, če gre za naše bližnje, znamo res zobe pokazati. Tako da to razlikovanje je nekje dosti tudi, bom rekla, privzgojeno. Je pa res, ne, da v književnosti, bom rekla, v ženski književnosti dejansko mogoče lahko razberemo več občutka za detajl, več neke subtilnosti tudi mogoče v odnosih do otrok, v opisovanju otroškega sveta. Čeprav imamo tudi seveda izvrstne moške pisatelje, ki se ukvarjajo z otroškim svetom. Jaz predvsem bi rekla ta občutek za detajl, potem mogoče neka, ne vem, ukvarjanje z odnosi. Pri sami sebi moram reči, da mene zelo zanima naprimer svet prednikov, družina, to se pravi to, kaj predniki puščajo v nas. Ne, nazadnje mi rojevamo otroke, ne? In potem, ko opazuješ ta bitja, se sprašuješ, ne, odkot imajo vse, kar je v njih. Ne? Zanimivo je, da to ne jaz, ampak so ugotovili preučevalci oziroma preučevalke ženske poti skozi književnost, skozi stoletja in se navezujem na to, kar ste rekli o intimizmu, gospa Purič, da je v prejšnjih stoletjih kot forma ženske pisave so prevladovali avtobiografija, dnevniki in pisma. Nasopisi. To se pravi, ta izjemno intimen svet, subjektiven svet, ker ženski očitno, kot smo slišali že do sedaj, ni bila omogočena ta javna razpoznavnost. Ali mislite, gospa Blažič, da se je ta javna razpoznavnost danes vendarle oblikovala? Se je, absolutno se je in tudi imamo ženske, ki pišejo zelo odmevno književnost, ki so zelo prepoznane v družbi. Tako da v današnjem času bi rekla, da je to, ali je neka ženska pisateljica priznana ali ni, mogoče celo bolj stvar individualne usode. Ker včasih je bilo to, recimo, če je neka ženska imela družino za sabo, ki jo je podprla, je bilo veliko več možnosti, da uspe. Ne? Tukaj recimo lahko rečem Marie-Jacques de la Guerre, skladateljica iz 17. stoletja, ki jo je podprl sam Ludvik XIV, recimo. Ampak je bila že iz take družine. Medtem ko danes bi pa rekla, da ni to več toliko odvisno od neke družine, od nekega toliko ugodnega okolja, ampak mogoče gre tukaj bolj za individualne zgodbe, individualne usode, ne vem kaj. In še dalje, potem pridem tudi k vam, gospa Kozinski, me zvedavo pogledujete, ampak še prej bi se pri gospe Puričevi ustavil. Lahko vpliva tudi prostor na to razpoznavnost ženske pisave ali ne? Denimo, ali vi vidite kako razliko med, bodimo konkretni, prostorom Slovenske narodne skupnosti v Italiji in osrednjo Slovenijo? Tudi percepcija same ženske pisave in same ženske pisateljice. Ja, mislim, da tu so bile zelo velike razlike, posebno v prvi polovici 20. stoletja. Kar se je dogajalo v Italiji, ne v prvi polovici, v drugi polovici 20. stoletja. V Italiji smo imeli pisateljice, ki so se zelo aktivno udeleževale manifestacij in so se borile za uveljavitev ženske v javnosti.
V slovenskem prostoru pa je bilo nekako, bi rekla, utišano vprašanje razvoja ženske misli, kot češ dobro, itak ženska z letom 45 je dobila vse pravice. Naše pisateljice, Tržačanke, so bile seveda tudi pod vplivom italijanskega prostora po eni strani, po drugi strani pa tudi slovenskega prostora. Če mi pogledamo njihove usode, so zares unesle v literaturo, v slovensko literaturo, nekatere tematike, ki mogoče niso bile tako običajne. In tudi način pisanja je bil nekoliko drugačen. Recimo Irena Žerjav začne pisati zelo modernistično in je potem delno sprejeta, delno ne. Ivanka Hergold, čeprav ona se je večkrat izrekla, da zanjo obstaja samo moška in ženska literatura, v resnici v svojem romanu Nož in jabolko obravnava žensko problematiko, obravnava tudi recimo problem emancipirane ženske, ki je uveljavljena v družbi, ampak ki v svoji notranjosti pa čuti neko zatajenost, neko neizživetost. Gospa Kozinc, tudi vaša usoda konec koncev razpoznavnosti, vi ste bila tudi javna upraviteljica, političarka in pa pisateljica. Ne sproža to kakšnega suma pri ljudeh v družbi? Ja. Zelo točno ste to ugotovili. Jaz pošteno povem, da ko sem začela pisati, pisala sem zelo zgodaj. Nisem nikoli pisala pod pravim imenom, ampak pod psevdonimom in me je bilo, kako bi rekla, mečkeno sem se sramovala svojih objavljenih del. To je zanimivo, da ženske pisateljice tudi v zgodovini so velikokrat posegale po psevdonimih. Zanimivo, da tudi to ste počeli. Ja, to sem kar počela, dokler se enkrat urednik ene revije ni razjezil, je rekel, da bi lahko se podpisala s pravim imenom in je to tudi naredil. In jaz sem se tega, ne vem, nekako se mi je zdelo, da se nekako razgališ v javnosti na ta način in da si predmet potem tudi določene obdelave, kar takrat seveda nisem želela. Kar se tiče recimo res, jaz sem pač človek, ki počnem rada veliko stvari. Jaz temu rečem tudi tako, da je to moj dopust, ko se spremenim v neko drugo družbeno vlogo. V politiki mi ni bilo lahko, glede tega, da recimo, če sem se izpostavila s pravljicami, sem doživela zagovornico tudi to, da mi je nekdo rekel, nehajte nam pravljice praviti. In to je rekel namensko. Ker to ni imelo nobene zveze, recimo, ne? Tudi nek zamejski novinar mi enkrat celo rekel, kako lahko vi pišete pravljice, če ste pa zagovornico tako zelo odločni. Mislim, se vsak človek v sebi skriva najbrž verjetno več plasti, ne pa tiste zapovedane plasti, recimo, kako se moraš v nekem okvirju obnašati. Jaz sem rekla, meni so pravljice, kako bi rekla, dopust, sprehod v nek svet, ki mi pomaga živeti. Ne, ampak to ljudje niso tega razumeli. Ja, konec koncev lahko rečemo, da je šlo tudi za podcenjevanje vašega dela. To doživljam še danes, recimo, ne, ker ti nalepijo neke nalepke, nekako nekateri težko sprejemajo, recimo, da se pač ukvarjam z literaturo. Ampak dejansko, jaz sem se za literaturo na nek način, pač primerno letom in tako naprej ukvarjala od 6. razreda naprej in to je bilo moje izjemno veselje. In zdaj mogoče imam nekoliko več časa ali pa lažje recimo izpovem tisto, kar čutim. Moram pa povedati, da sem še vedno in si ne upam biti tako zelo odkrita in odpeta, kot mogoče bi si privoščil kdo drugi. Prav zaradi tega mora biti, ne bom rekla ravno obsojanja, ampak nalepki jih dodatno še dobiš. Še zlasti v tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, ne nazadnje, ko več ali manj, dajmo reči, da se skoraj poznamo med sabo, no vsi ravno ne, ampak večinoma. In je to, kako bi rekla, ne vem, še vedno je ta predsodek prisoten, no,
mogoče se bom nekega dne osvobodila in najbrž je bil ta presodek prisoten tudi v preteklosti pri marsikateri ustvarjalki. Gospa Blažič, to je skoraj kot nalašč za vas, ali tudi vi občutite to podcenjevanje ženskega ustvarjalnega elementa? Naprimer, če pomislim, vi ste muzikologinja v glasbi, ne pomnim, ali me popravite, jaz ne vidim enega dirigenta ženske. Ja, so in to zelo dobre dirigentke, tudi so zelo uspešne recimo na zborovskem področju, jaz jih poznam kar nekaj. Zborovsko, ja, ampak to... Ne, tudi orkester. Tukaj se zdaj počasi tudi dirigentke uveljavljajo. Moram reči, da sem tudi sama učila kakšno bodočo dirigentko na konzervatoriju, tako da sem v bistvu zelo jih občudujem, in ker to je res zelo zahtevna zadeva in občudujem ta dekleta, ki so šla potem prav to pot in so res izvrstna. In to o podcenjevanju občutite? O podcenjevanju, veste kaj, moja zgodba je bolj kompleksna, ne? Tukaj se nekako meša malo, veste, zdaj ko smo govorili o imenu, ne? Jaz pa moram reči, da sem ravno namenoma nisem izbrala psevdonima. Zakaj? Zato, ker moj oče je bil leta 1976 politično zaprt, a ne? Zaradi Edvarda Kocbeka, in jaz sem s tem, da ko sem začela pisati, da sem ohranila to njegovo ime, sem hotela pokazati, se ne sramujem svojega očeta, stojim za njim. To je pač moja zgodba. Zdaj, kakšne posledice je to imelo, to je druga stvar, tudi kakšne zelo čudne, ampak glejte, jaz sem pač preko vsega, kar sem doživela v življenju, sem prišla do tega, da me absolutno ne zanima niti priznanje, niti to, kako dobiš nagrado ali ne dobiš. Mene zanima samo to veselje v pisanju in vesela sem, če nekaj uspe, če nekaj vem, čutim, da sem dobro naredila. Tako da jaz nekako sem tudi bila prisiljena opustiti vsa pričakovanja v zvezi s tem, z nekim priznanjem ali pa takimi zadevami. Ko sem se pripravljal na ta pogovor in sem malce brskal in sledil vsem tem vprašanjem v zvezi z ženskami pisateljicami, je prišla na dan še ena značilnost. Pomislite, da ženske veliko, in to vprašanje za gospo Puričevo, da ženske veliko, ne vem, če je to vaš primer sedaj, v Reki, ki je nisem še prebral, in ker je te dni prav prihaja iz tiskarne, da je ena izmed značilnosti, in to je za vse tri potem vprašanje, če malce razmislite, da je uporaba dialoga, dvogovora v pisanju, medtem ko se moški pisatelji manj zatekajo v dvogovoru, dialoški obliki, v modernem seveda svetu literature, in da se ženska, da veliko uporablja ta dialog. Ali je to zavestno ali podzavestno, ne vem kaj, ali je ta tudi ena značilnost ženske pisave, iskanje dialoga, ste rekli prej intimnost, vendarle pa iskanje odprtega morja in odprtega sveta. Ja, to drži posebno za recimo literaturo, ne toliko za sodobno literaturo, ampak recimo za malo starejšo. Ženska torej se označi preko pogovora z drugim. Ne? To je precej tipična značilnost ženskega pisanja. Opažam pa v sodobni literaturi, da je to danes postalo recimo en način pisanja vseh in da ni več razlike v tem, ne? Torej, da sodobni pisci zelo radi posegajo po dialogu in tudi zelo radi vnašajo ali razkrivajo v svojih delih več resnic, ne? Ki sobivajo, ki so si skupne in tako dalje. Opažam tudi, da vstopajo nekatere tematike, ki so bile včasih
izključno ženske, kot je na primer porod ali take izkušnje vezane na žensko telo, vstopajo tudi recimo v literaturo, ki jo ustvarjajo. Skratka, se mi zdi, da v sodobnem času so te stvari dosti manj ločene in so razlike, razlike recimo niso več tako globoke, razvidne. Ja. Gospa Kozinc, poglejte ta dialoškost. Vi pišete o aleksandrinkah, o ženah, ki so morale zapustiti svoje domove, da bi svojim domovom zagotovile boljše življenjske pogoje, zaradi tega pa so bile opljuvane tudi. Ali je tudi to odkrivanje nekaterih usod, robnih usod, iskanje dialoga s svetom oziroma osveščevalna vloga književnosti in predvsem tudi osveščevalna vloga ženske pisateljice? No, prav pri Aleksandrinkah sem jaz res želela povedati tudi nekoliko drugačno resnico, kot je bila uveljavljena recimo v tej polovici sveta, iz katerega so izhajale. Namreč te ženske, žene, gospe ali kakorkoli že, so živele v dveh svetovih, medtem ko ta njihov prvotni svet ni se srečal z drugim svetom. Se pravi, ni ga poznal in je imel o njem drugačne predstave, in v teh predstavah recimo in tudi v tako zvanih gostilnah, v katerih so zapuščeni moški brez zamirja, tako je bilo, pili pač za aleksandrijski denar, so se te predstave seveda v teh alkoholnih lapih mogoče še dodatno pojačale in bilo je tudi veliko besed, češ da tam preko morja nekaj prepovedanega počnejo, kar v veliki meri ni bilo res. Ker imela sem to srečo, da sem spoznala torej tudi oni drugi svet, nekoliko bolj mogoče, kot ga je spoznal gospod Tomšič pred mano, ki je o tem tudi pisal, tudi veliko slabšalno, recimo jaz razumem pač pisateljsko svobodo in pa tudi torej pisanje na nek način tudi zdravljenje lastne duše, tudi to moramo poudariti recimo, ker pač izraža svoje mnenja, stališča, pa svoj bol tudi na nek način. No, in če se vrnem k temu, se pravi, imamo tu ta problem recimo nerazumevanja, in ki je rojeval potem ob vračanju tudi seveda veliko bolečine, tudi zavračanje. Jaz recimo sem zdaj malo več se pogovarjala pa raziskovala zgodbe vračanja in moram reči, da ni bilo popolnoma lahko in za vse, ne za tiste, ki so doma ostali, še manj za tiste, ki so se vračali. O tem se praktično še kaj dosti ni govorilo, niti ni bilo napisano. Ampak dejansko fenomen Aleksandrink je bil res nek, kako bi rekla, je bilo nek izhod, neko izhodišče, da so ljudje lahko doma ostali na svojem, ker vemo, kakšne so bile družbene razmere takrat. In mislim, da skozi to bi morali tem pogumnim ženskam biti hvaležni, da je ta del Primorske dejansko še danes slovenski, drugače ne bi bil. To si upam trditi z vso gotovostjo in pravim, da na nek način so Aleksandrinke prekrižale načrte Mussoliniju, s tem, ko so denar vestno pošiljale domov. Je pa ta zgodba seveda zelo večplastna, tako kot je naša usoda, tudi nas štirih, ki tukaj sedimo in gledane različno, so bile seveda tudi med sabo te zgodbe zelo različne. Pozitivne, uspešne, žalostne, tudi take, ko bi lahko rekli, nam niso bile v čast, ampak tega je bilo bistveno manj, kot se je mogoče govorilo doma. No in jaz sem si dejansko pri Aleksandrinkah bolj zadala vlogo, da povem na nek način resnico. Se pravi, da popravimo krivice, ki so se dogajale zaradi tudi takratnega družbenega razslevanja. Se pravi, moški je gospodar v hiši, moški služi denar, moški preživlja družino. Zdaj se pa pojavi ženska, ker je bila pač priložnost taka, ki preživlja družino. Zdaj ta ženska ali dobi neke besede doma, ali je ne dobi, to so bile spet zelo različne zgodbe. No, da ne bi preveč o tem razmišljala,
Ampak dejansko moj namen je bil res, da skušam skozi poznavanje, skozi vse to recimo nekoliko popraviti krivico temu sloju žensk. Ker recimo, če omenim še eno zamejko, gospodorico Makuc, ki je prva se začela sicer kot raziskovalka ukvarjati s tem, mi je lepo rekla, enkrat je rekla, veste, je rekla, ko sem jaz prišla v kakšno vas, da bom snemala pa spraševala, sva morala za snemalcem skoraj bežati. O tem se niso hoteli govoriti. Zanimivo, čas se nam sicer izteka, ampak gospa Blažič, moramo vendarle spregovoriti tudi o vaši zadnji knjigi, na kratko, ki je šla pri tržaški založbi Mladika, tudi pobudnici našega današnjega pogovora. Dali ste naslov Izvir. Zakaj? Ja, ta knjiga pravzaprav obravnava otroški svet oziroma neko odraščanje, bi človek lahko rekel. Jaz sem želela prikazati kraj, ki je tako globoko v mojem srcu, zato ker mi je pomagal v bistvu takšno otroštvo, ki sem ga preživljala v tem kraju, ki je bil daleč od civilizacije. Mi je pomagal, da sem v sebi razvila neko odpornost, ne vem, kaj ne rečem. In jaz sem tem svojim prednikom neznansko hvaležna. In jaz sem, zdaj zakaj izvir, ne? Zato, ker se tukaj v tej knjigi je besedna igra, ne? Da je mama pripovedovala, ker ta knjiga, lejte, to moram povedati, da je ta knjiga nastala po očetovi smrti. Praktično je padla iz mene, potem sem jo čez 2 leti spet nekako vzela v roke in dokončala. Ampak knjiga opisuje dejansko mamo, ne? Pa njeno družino. In tukaj je pač ta besedna igra izvir, ne? To se pravi, za otroka je bil tisti kraj, ne? Tam je bil en izvir in ljudje so govorili okrog otroka o nekem izvoru in za njega je bilo to eno in isto. Ne? To se pravi, tam je moj izvir in tam je moj izvor. Ne? Tako da zato sem dala ta naslov. Gospa Purič, predpostavljam, da je reka nekaj, kar je v stalnem gibanju. Ali, kot sva prej omenila in ste prej omenili, da je nekaj v stalnem dialogu. S čim? Ja, reka je zgodba o reki. O reki, ki izvira pod Snežnikom in potem pač se izliva v Pancanski zaliv. In hkrati je to, reka me je fascinirala zaradi njenega gibanja, ker je ta reka v bistvu neulovljiva. Ne, človek ni nikoli do konca jo uspel nakazati njen tok. To se mi je zdelo zelo fascinantno od te reke. Hkrati je to reka, ki naenkrat pade v podzemlje in 40 kilometrov teče v podzemlju. In to je ena metafora nekega življenja lahko in tudi nekega življenja, ki hoče biti samostojno na vse zadnje in hkrati tudi relacijsko, ker je v svojem bistvu to zame ljubezenski roman. Gospa Kozinc, skratka, biti ženska in pisateljica, tema, ki ponuja veliko izzivov, veliko razmišljanja, pa vendarle se združi na enem imenovalcu. Naj ne gre ne za žensko, ne za pisateljico, ne za kogarkoli. Človek je vedno to, da je predan in da išče smisel v resnici. Ja, zelo lepo ste to izrazili. Jaz enako razmišljam kot vi. Vedno je skupni imenovalec človek na koncu, njegovo dojemanje, razmišljanje, kot ste rekli, zavezanost resnici. Še enkrat bom poudarila, skozi literaturo se da lahko zelo veliko povedati. Lahko poveš o nečem na različne možne načine in na tak način, recimo, da ljudje to tudi razumejo. Lažje kot mogoče skozi znanstvene knjige, raziskovanja ali ker poveš skozi človeško zgodbo. Ker ne nazadnje, za vsem stoji človek, tak ali drugačen.
In to je njegova zgodba, njegova resnica, tudi njegov pogled. In tega potem nekako razdaja bralcu, ki se v to spušča. Jaz mislim tudi to, če ravno govorim o tem, da kot ženska pisateljica vendar lahko neka druga čustva, poznavanje lastne osebnosti, če ravno se mogoče danes za pojavom tako zvanih različnih spolov, mimo grede, se pojavljajo že tudi rubrike ponekod, se pravi moški, ženska pa drugo. Skratka, če ravno skozi to recimo se mogoče kakšna meja briše, pa vendarle mislim, da je način ženskega čustvovanja in tudi izražanja recimo določenih razmišljanj le nekoliko se razlikuje od moškega načina razmišljanja. Hvala